kaj se bo dogajalo s inflacijo po celotnem evropskem območju v Sloveniji v največji meri odvisno od gibanja cen surovin na svetovnem trgu, torej na prvem mestu za nafto, na drugem mestu za cene hrane. Trenutno so gibanja pri cenah nafte ugodna. Sem povedal, da se je nafta v zadnjih tednih znižala za $25 in to se bo seveda zopet, tako kot se je naraščanje cen nafte močneje odrazilo na slovenski inflaciji, so tudi padanje cen nafte močneje odrazilo na slovenski inflaciji. Tako da, če se bodo kakšne gibanje nadaljevale, potem lahko v naslednjih mesecih pričakujemo, da se bo tam letna inflacija, ki je trenutno 6,9%, do konca leta nekoliko znižala. Pravi pa v največji meri to odvisno od gibanja surovin na svetovnih trgih, hkrati pa se tudi od umirjene gospodarske rasti. Če bo šlo do umirjene gospodarske rasti, do tega pričakovanega umirjene, potem to ublažilo tudi pritiske na rast cen. Če pa mogoče omenim še pa zadnji dejavniki pa lahko vplivajo na sprotni smer, vemo povzročiti dodatne pritiske na rast cen, je pa to gotovo pričakovanje oziroma predvidena rast plač, ki bomo pričali v zadnjem četrtletju letošnjega leta. Še vprašanje mogoče? Ja, Boris Černik. Mene samo zanima, ali imate kakšnekoli indikacije, torej gospodarska rast se umirja, v prvem četrtletju je bila 5,4, ali je možno kakšnekoli okvirne ocene gospodarske rasti? Ja, mi smo naredili analizo tega podatka za prvo četrtletje, pogledali smo, kakšna je bila struktura in v bistvu ugotovili, da je skladna s temi našimi pričakovanji, ki smo zapisali tudi v komentarski napovedi gospodarskih gibanj, tako da trenutno ostavimo tej naši napovedi gospodarske rasti ali v koncu leta znašajo 4,4%.